Lep pozdrav, gospa Barbara. Hvala, da ste se nam pridružila na naši interni Mystery Shopping konferenci za naše skrivnostne kupce, da ste sprejela to povabilo. Naj vas predstavim, gospa Barbara Bele je vodja prodaje in marketinga za Marše Slovenijo in Hrvaško in že pozna sicer tudi storitev Mystery Shopping, tako da bi jo prosila, če nam mogoče malo na kratko razloži, kako uporabljate prvo to raziskavo, kaj naredite s temi rezultati, kako zaposleni vidijo naše skrivnostne kupce, takole malo na kratko, da nam predstavite. Prav lepo pozdravljeni in hvala za povabilo, vedno z veseljem. Z vašim podjetjem sodelujemo zdaj že eno leto, smo ugotovili. In zakaj pač pravzaprav uporabljamo raziskavo Mystery Shopping? Ker smo gostinsko podjetje, nam je skrb za gosta izjemno pomembna, prijaznost, prijazen pozdrav, nasmeh. Gostom želimo ponuditi res vrhunsko storitev, zato pač uporabljamo to na terenu, ocenjevanje na terenu, da pravzaprav objektivno ocenimo izkušnjo gosta, da ugotovimo, kje se lahko še izboljšamo, da nam to omogoča tudi boljše razumevanje, kako se zaposleni soočajo z vsakodnevnimi izzivi in da pripravljamo nek akcijski plan za bodoče. Kako pa gledajo na Mystery Shopping zaposleni? Kako so to sprejeli? Mislim, izredno pozitivno, ne, večinoma gledajo, odvisno, kako skomuniciramo. In mi smo skomunicirali to tako, da iščemo zvezde skrivnostnih nakupov, se pravi, da ne iščemo tisto slabo, ampak delamo to pozitivno oziroma kot priložnost za izboljšavo te storitve, da odpravimo, kar je nezaželeno, da postavimo gosta res na prvo mesto in da ti zaposleni, ki so res dobro ocenjeni, ki dobijo dobro oceno oziroma 90% oziroma več, kar je že kar v redu, a ne, in da pač njih nagradimo. Nagradimo jih pa tako, pač tudi po nekih vaših usmeritvah in so izredno dobro tudi sprejeli. Se pravi, vsak zaposleni, ki doseže te neke standarde, postane zvezda skrivnostnega nakupa, dobi priznanje, dobi značko, ki jo zelo s ponosom nosi in z naše strani tudi zahvalo v obliki darilne kartice. Potem pa to predamo na lokacijo, z vodjo se poslikajo in objavijo na Beekeeper, temu rečemo, to je kot nek interni Facebook za zaposlene, kjer se objavljajo različne zgodbice in potem so oni to tudi zelo ponosni sami nase. Mi pa tudi na njih vedno to poudarjamo. Kaj bi pa mogoče želeli sporočiti našim skrivnostnim kupcem, ko so na terenu? Na kaj naj bojo pazljivi, pozorni, kaj je vam pomembno, da pridobite? Zelo pomembno je, da so pri svojem delu čim bolj objektivni, a ne, to nam veliko pomeni, da podajo res natančne opise, kaj se je takrat dogajalo, ker nam to res pomaga, a ne, da se malo vživimo v tisto situacijo. In predvsem je pomembno, da je ta obisk malo daljši, da ni samo 5-minutni obisk, da so pač v poslovalnici vsaj pol ure, da pač malo spremljajo, a ne, da ni samo tisti ključni, ker veliko stvari vpliva na odnos zaposlenih do gosta, a ne. Tako da sigurno pač mi bojo malo dlje časa pri nas, je prijetno. Mogoče še za konec, oziroma to, kar bi pa morda jaz morala povedati na začetku, a ne, da pa mogoče še Marše kot podjetje predstavila na hitro. Čisto na hitro. Marše restavracije na slovenskih avtocestnih počivališčih, prijazno vabljeni. Pri nas se zdaj že čuti nek jesenski pridih, a ne, tako da vabimo na odlične jedi iz buč, krompirja, gob, tople jedi na žlico in domače enolončnice, jesenske solate in pa krasne sladice, jabolčno pito, bučno pito, tako da res prijazno vabljeni, predvsem pa za ljubitelje kavnih napitkov tudi pumpkin spice latte, to je neka novost pri nas, oziroma
se že kaže kot bestseller jesenske promocije, in ker je v plant-based obliki, ne, je primeren čisto za vse, tako da to je zagotovo tista atrakcija letošnje jeseni. Vabljeni. No, najlepša hvala, Barbara. Tako da se bomo oglasili sigurno, ne samo kot skriti kupci, ampak tudi kot pravi gostje, ne? Dobrodošli in Ja. hvala tudi vam. Uspešno Najlepša hvala. konferenco. Ja, Čau. ja. Velja, srečno. Nasvidenje. Ja.